Leto 2021 bo Jurčičevo leto. Ob tem se bomo spominjali tudi 150-letnice Jurčičevega nastopa uredniške službe pri časniku Slovenski narod. Menda je urednik Josip Jurčič najbolj privijal na srbohrvaščino. Časnik Slovenski narod je bil tako poln hrvaškega besedja, da je imel urednik Jurčič opravka celo s sodiščem, češ da je od oblasti dobil dovoljenje le za slovenski list. Katere so bile te besede, ki jih je Jurčič v slovenščino uvedel iz hrvaščine? Klevetanje, otvoritev, oklevati, nabaviti si, dejstvo, udejstvovati se, pa tudi dobavitelj, poreklo, sobarica, tiralica, upravitelj. V prvih stoletjih formiranja knjižne slovenščine so pisci precej besed si sposojali in jemali iz tujih jezikov, takrat predvsem iz drugih slovanskih jezikov. Prvi časnik, ki je začel uvajati besede iz hrvaškega in srbskega jezika, so bile menda kmetijske in rokodelske novice sredi 19. stoletja. Uvedle so na primer besede žrtvovati, javen, razlika, razprava, slika, zanimiv, ogromen, motriti, malenkost. Nekaj slovanskih besed je uvedel tudi Levstik, na primer razlikovati, vešč, možen, dovtipen, nagrada. Ali ste vedeli, da smo iz hrvaščine prevzeli besedo sladoled, iz ruščine čaj, iz češčine pa pivo? Nekatere besede pa so se iz slovanskih jezikov razširile tudi med neslovanske in postale fond mednarodnega besedja. Take so na primer paprika, robot, vampir, kravata, celo polka. Razvozlajmo še nekaj mlajših prevzetih besed, na primer menedžment. Ta beseda je pred nekaj desetletji prišla v slovenski jezik in mi smo jo sprejeli tako, da nismo ustvarili enobesedne slovenske različice, ampak smo bili precej bolj dejavni, predvsem opisno. Tako danes poleg menedžmenta poznamo še besede, kot so vodenje, upravljanje, obvladovanje česa, ravni glukoze v krvi, obvladovanje sladkorne bolezni, vodenje podjetja, upravljanje časa in tako naprej. Nadaljnji razvoj zapisa besede menedžment pa je podoben kot pri drugih besedah, ki so že desetletja prej prišle v slovenski jezik. Na primer garaža, danes je nihče več ne zapiše kot garage. Ali pa restavracija, ne več restaurant. Pa džungla, džezva, džem. Navadili smo se celo že na poslovenjen zapis pica, disko ali džus. Druga zanimiva prevzeta beseda je pojem leasing. Uporablja se predvsem v prodaji avtomobilov. Ali ste vedeli, da pa se povsem enak pojem v kmetijstvu uporablja kot že precej stara slovenska beseda zakup? Da je svet moj svet, se kaže v tem, da pomenijo meje jezika, meje mojega sveta. Ne zavračajmo puristično tujih besed, ki v slovenski jezik prihajajo z vključevanjem v širši evropski in svetovni prostor. Sprejmimo pa jih, kot nam omogoča slovenski jezikovni sistem.